Jernej Javornik, čestitke za nov uspeh, za novo zmago. Težka tekma je bila to proti lokalnemu rivalu, na koncu se je šlo po vaših željah, vaše videnje. Ja, ta tekma, lokalni derbi je zmeraj podoben temu, kar smo danes videli. To se pravi, zmeraj, ne glede na to, kdo je na katerem mestu na lestvici, je do konca v bistvu zanimivo, ne, kdo bo tekmo dobil. Navadno dobi derbi tisti, ki da prvi gol. Ne. To se je tudi danes zgodilo. Imeli smo oboje nekaj lepih priložnosti. Mi smo zadeli, Celje ni. Fantje so, res jim čestitam za to zmago, ker so si želeli te zmage in so za nas zelo pomembne tekme za obojo, za vrh lestvice. Današnja tekma pomembna tudi iz tega vidika, kajti potrdili ste tisto zmago v Ljudskem vrtu. Ja, sigurno. Po dveh zmagah je prišel ta lokalni derbi in fantje so z odliko opravili nalogo in gremo sedaj samo naprej. No, ko smo ravno gremo naprej, naslednja tekma vas čaka v Kranju proti Triglavu, kjer so Kranjčani pravzaprav vedno nepredvidljiv nasprotnik, ne popuščajo. Vsaka tekma je težka, ne? Vsaka tekma je zgodba za sebe. Mi imamo nekaj kartoniranih igralcev, ampak ne glede na to bomo sestavili ekipo. Bil je naporen ritem, sedaj se bomo odpočili. Vmes praznovali 1. maj in se pripravili za nedeljsko tekmo v Kranju. Ivan, čestitke za novo zmago, nadaljujete z dobrimi predstavami, danes ste dosegli gol. Občutki vaši po tej današnji tekmi, vaše videnje? Najprej hvala za čestitke. Videli smo, da je to, da nas čaka težka tekma, da je to derbi, da bo odločale malenkosti in seveda smo veseli te zmage, saj smo potrdili tisto zmago v Mariboru in prejšnjo z Olimpijo in veseli smo te zmage in gremo naprej. Kako ste zadovoljni s svojim zadetkom, ki ste ga dosegli proti svoji bivši ekipi, kjer morda se niste najbolje znašli? Seveda sem vesel vsakega zadetka, ali je to bivši klub ali ni. Moja naloga je, da razigravam igralce in zadevam, tako da seveda sem vesel, po dolgem času sem zopet zadel. Ste bili kaj presenečeni s to dobro igro Celjanov, čeprav stanje na lestvici kaže drugače? Videli smo, da je to derbi, ni važno, če si zadnji proti prvemu, drugi proti predzadnjemu in to je specifična tekma. Tako da smo se dobro pripravili in mislim, da smo tudi zasluženo zmagali. 4. zaporedni poraz, ampak danes je bil vtis vendarle boljši in igrali ste bolje kot na primer na zadnji domači tekmi. Ja, zagotovo z igro in pa z odnosom moštva danes ne moramo biti razočarani. Razočarani smo z rezultatom v eni čvrsti, relativno recimo 70 minut enakovredni tekmi, kjer je Rudar v prvem polčasu izkoristil eno od dveh priložnosti. Mi žal nekaterih precej lepih protinapadov nismo izkoristili. Tudi v drugem polčasu smo do izključitve bili relativno enakovredni, čeprav je Rudar zelo izkušeno težišče igre z dolgimi podajami prenesel na našo stran, ker so potem dobivali dvoboje in smo mi relativno težko prehajali na nasprotnikovo polovico in si ustvarjali priložnosti. Kljub temu smo imeli nekaj lepih možnosti za boljši zaključek, ki pa žal ni. Ponovno se je izkazalo, da v tem trenutku tega ne zmoremo, čeprav se igralci močno trudijo. Rudar je v drugem delu po izključitvi si ustvaril še kar nekaj priložnosti, lahko bi jih zaključili. Uspešno je dvakrat posredoval Kotnik, nekaj je bilo njihovih nespretnosti, ampak še enkrat, ja, rezultat je slab, odziv in pa igra mojega moštva pa ni bila tako slaba, kot je bila recimo na zadnjih srečanjih. Se strinjam, nadaljujejo se vaše težave z neučinkovitostjo, zdaj vas čaka domača tekma s Koprom. Tudi tukaj bo zelo težko. Ja, težave sigurno se bodo pojavile glede na samo igro nasprotnika. Seveda pa bodo težave tudi v tem smislu, da smo malce nesrečni mogoče. Mi smo ena od najmlajših ekip v ligi, če danes pogledate, s kakšnim moštvom smo nastopili, a ne.
Imamo pa največ izključitev v ligi, to je res neverjetno. Pri tem smo izgubili poleg izključenega igralca še 2 igralca s poškodbo. Že v tem trenutku je popolnoma jasno, da Žitko ne bo mogel nastopiti v soboto in še nekaj drugih. Tako da, ja, čaka nas težko delo v naslednjem tednu. 4. zaporedni poraz za vašo ekipo, ampak danes je nekako vse skupaj bolje izgledalo na igrišču. Se strinjate? Ja, se strinjam, danes je gledalo boljše kot proti Zavrču, ampak spet poraz. Mislim, da smo bili skozi celo tekmo nekako parirali Rudarju, vendar dobili smo spet gol in nismo ga dali, tako da žal spet neuspešni. Nadaljuje se vaša neučinkovitost? Ja, spet smo bili neučinkoviti, ampak to moramo popraviti. Srečujemo se s temi problemi že v vsaki tekmi, ne vem, upamo na bolje. Kako vam je žal za tisto najlepšo priložnost, ki ste jo imeli prav vi? Ja, spet ni šla žoga v gol, mogoče nimamo letos tudi sreče. Kaj jaz vem, težko je komentirati. Naslednja tekma doma, Koper, torej še en zelo neugoden nasprotnik. Ja, spet en težek nasprotnik, oni se borijo za Evropo. Kaj ne rečem, težka tekma, pripravili se bomo, strnili vrste ta teden in se najbolje pripravili za Koper.